Zdaj, letosno leto je 36 let, odkar je Voyager bil izstreljen iz Cape Kennedyja in je zdaj več kot 100 astronomskih enot iz sončnega sistema. Se pravi, da ravno letos se je ugotovilo, da je že ta delček zemeljskega dela odšel daleč proč od Sonca. Ko so bili kolegi iz Wittenberga na MIT-ju pri meni, je eden od fizikov na MIT-ju, moj kolega, ko so ga tudi posneli, to lahko si boste pogledali, Wittenberg je rekel, da naj povejo, da bo verjetno Voyager preživel Zemljo. Ne razložim. Na Soncu je baje energije dovolj za okrog 4 bilijone let. Torej ne se bati, to ne bo kmalu. In potem bo tudi konec Zemlje. Ampak Voyager potuje tako, da bo recimo v 38 000 letih v bližini ene zvezde A238, ena številka te zvezde, pa jaz ne vem točno. To se pravi, da bo ta Voyager v tem neskončnem vakuumu in temini plovu verjetno večno. No, to. Jaz bom to na kratko opisal. Te stvari, ki vam povem, so last Jet Propulsion Laboratory, ki so nosilci te naloge in to lahko tudi pogledate na njihovih spletih. Ampak, ker sem jaz nad njim delal, imam dovoljenje, da lahko pokažem vse te slike. Torej, prvo je, da na tem Voyageru je bila takrat to leta 1977 poslana tudi poslanica Zemlje, to so bili pa zlata plošča, na kateri so zapisani vsi najbolj važni podatki našega planeta, naše Zemlje. To so razni govori, jeziki na Zemlji, potem kako recimo je zapis, kaj bi recimo noter napisali takega, da bi bilo čez milijon ali pa še več let še vedno razumljivo nekomu, če bi slučajno to če bi kdo naš instrument v roke prejel. Jaz pravim, da ne bi nihče, ker če bi ga prejel, bi se sigurno zrušil v prah, ker je tam temperatura tako nizka, da ga ne bi bilo moč prevzeti. Vendar no, to se je naredilo. Medtem so tudi gor imena vseh znanstvenikov in inženirjev, ki so pripomogli pri izdelavi Voyagerjevih sond. Zdaj je 36 let od tega, kar je Voyager bil odposlan in moram reči, da momentalno skoraj vsi instrumenti še delajo. Ampak na Voyageru je energije dovolj samo za morda še 5 let, morda 10, ne vemo čisto točno. In večina energije se rabi za to, da je njegovo ogrodje in njegovi instrumenti, to so oddajniki in vsi ostali znanstveni instrumenti, da so približno pri temperaturi plus 16 stopinj Celzija. Seveda ogrodje je tam blizu ničle, tam je morda minus 200 stopinj Celzija. Torej, da moram reči, da je te energije skoraj premalo. Ampak še ena stvar. Medtem ko so recimo na Jet Propulsion Laboratory so delali tele radioaktivne generatorje, so predvidevali, da bo morda dovolj energije za 10 let. Ampak se je izkazalo, da to je bilo veliko boljše narejeno in še danes dela. Torej, tukaj dol, imate kakšne pokazalce? Nimate? No, v glavnem, to sliko že vsi poznajo.
Tele antene, ki dol visijo kot eni antene, pravzaprav, to so magnetometri tu na koncu, dol, ki visi tisti cilindri, je atomski generator za energijo, pa so pa še antene za druge stvari. Na vrhu gor, v tem boomu, gor vidite ta instrument, tako je roka, torej ta drugi instrument je, ki sem bil jaz glavni inženir na njem. Jaz nimam s tem pokazati tole. No, in ta tretji, mi smo naredili 3 instrumente za ustrelitev v vesolje. Tretji je ostal doma na MIT-ju in ta instrument so nam dovolili od NASA in MIT-ja iz muzeja, in bo danes prišel pravzaprav v Vitanje in lahko boste potem pogledali tole celo aparaturo v Vitanju od petka naprej, kjer se bo razstava začela. Torej to moram dati priznanje tudi Ameriki, da so dovolili, da boste videli to, saj eden od teh je 9 instrumentov bilo gor, ampak eden od teh je tudi naš, ki sem jaz delal, bo tukaj v Vitanju na razstavi. To je to. Dosti detalje ne bom opisoval, te predavanje si lahko odzamete, dr. Kobal, lahko tudi razdelite komu, kdorkoli hoče in lahko jih rabijo kot učni pripomočnik. Mene bolj zanima to, da bi ti mladi študenti, ki tam gor sedijo, da bi se navdušili za to tehnologijo in vem, da je možnost tudi doma, saj tukaj je profesor Tomaž Rodič, ki se s tem ukvarja, in profesor Bavdaš, in to je tukaj veliko naših znanstvenikov, ki so mlajši in se s tem bavijo, in tiste, ki je zanima, ne gredo v stik z njimi, in doktor jih tudi pozna Kobal. Tako da mene zanima to, da bi naši mladi iz tega kaj vzeli, ne da bi se jaz tukaj hvalil, na čem sem delal. Moja misija naj bo, da vas naj navdušim za to. Torej, Voyager, kot veste, je bil streljen leta 1977 in prvotno smo delali na MIT-ju en instrument pred Voyagerjem, da smo se naučili. Tako je delo, kompletna priprava za naš instrument je bila 10 let. To so dolge dobe, to je praktično, bi rekel, moje najboljše življenjske delo v tistih letih. En instrument smo naredili predtem, ki se imenoval Interplanetary Measuring Platform, je pa še danes deluje in je na pol poti med Zemljo in Luno. In se vrti okrog svoje osi in ima solarne celice, zaradi tega ima dovolj energije. Tale Voyager ima torej atomske generatorje gor. In takrat to ni bilo rečeno Američanom, vsaj v Floridi, da je bil streljena raketa z nuklearnim delčki noter, ker so se bali, če je bilo kaj narobe, da bi to se razpršilo. Ampak to se ni zgodilo. Ta zgornji del na roki, to so sonde, to so, bi rekel, kamere televizijske, na kateri je profesor Sagan delal. Sagana sem dobro poznal, ko smo sestavljali tole pri JPL-u, meritve delali, bi rekel, je bil on vedno zraven in zelo zanimiv človek in morda tisti, ki se zanimate za to, je tudi napisal knjigo o vse tak planet, bi rekel, za splošno izobrazbo to knjigo o teh planetih in je pokazal tudi slike, detalje in dematerial. Če koga zanima to področje, more od Sagana to prebrati. Pa tudi on je bil zelo aktiven pri promociji
vesolja v Ameriki na televiziji in posod je on je bil ta glavni govornik, ne, ker so tudi imeli slike. Ne. Tu odzad za tole anteno, ki je okrogla, so pa instrumenti od NASA, oddajniki in sprejemniki, ki sprejemajo še danes oddajo. Pa moram še reči to, da te oddaje so dnevno so podatki, še prihajajo iz obeh Voyager 1 in Voyager 2, vendar recimo koliko časa to vzame s svetlobno hitrostjo podatek iz Amerike do Voyagerja in nazaj. To je približno malo več kot pol ure. Je že tako daleč. Torej, zdaj pa še to. Zdaj, če pogledate, tu je sonce, jaz nimam tega pokazati, ampak to je standardna slika od NASA, ker vidite, kje so na tej plošči, ki se vrtimo okrog sonca, ne pokažejo tukaj še med Zemljo in soncem je še Venera in Merkur in tako naprej. Ampak tu naprej. Te razdalje 10×1, 10×3, to so razdalje astronomske enote. Se pravi, od Zemlje do Sonca je prva astronomska enota. In zdaj, recimo, Voyager je že odšel, je približno 110–120 stran, torej je že izven sončnega sistema in naslednja zvezda, tale Alpha Centauri, ki se tudi rabi za navigacijske probleme, recimo, tudi lahko vas zanima, kako sploh kako se navigira v vesolju. Mi se obrnemo na Zemljo, se obrnemo na zvezde in na ta način moraš imeti najmanj 3 točke, da lahko določiš, kje si, in to so večina zvezde in Alpha Centauri je ena od tistih. Torej, tu se vidi, da recimo, da je tale Bavšak, zakaj so te izrazi, tili šak, pa to naprej, termination šak, pa Bavšak. To je tako, kot bi pustil kamen v vodi, recimo, da bi kamenček na vodi držal, pa voda teče, se naredi okrog njih vrtinci in vidiš dol, torej bi videl nekako silnice, kako voda teče okrog tega kamna. No, to je slično tako, kako naprimer bi izgledalo tale Bavšak od Sonca, ker Sonce bruha ogromno energije v vseh različnih spektrih in recimo naš Voyager je meril energijo od 7 elektronskih voltov pa tam do 7000. Drugi instrumenti so pa druga področja pogledali za merjenje. Tu je samo slika tele Grand Tour. V začetku je bilo rečeno, da bi tale Voyager 1 in 2, da bi šla samo do Saturna, ker izgledalo je, da bomo imeli neke zamude pri izstrelitvi. Namreč to je vsakih 200 let so planeti v taki situaciji, da lahko z enim obhodom, z eno izstrelitvijo ta Voyager obleti pravzaprav vse planete. Torej, če bi mi takrat 20. avgusta 1977 zamudili, bi mogel čakati 200 let, da bi bili planeti v isti situaciji. To je pa dolga doba. In kaj se je zgodilo? Voyager 1 je izstopil pri Saturnu, to vidi, je šel v svojo pot, bi rekel, bolj južno iz plošče. Voyager 2 je pa lahko še obiskal ostale Uranus, Neptun in tako naprej. To pa zato, ker je privlačnost Jupitra in Saturna bila izkoriščena pri tem, da se je
pospešil, da ni bilo treba toliko energije porabiti, da se je pospešilo in da je šel lahko naprej proti drugim planetom. No, moram reči, da na enem od našem Voyagerju je, torej, ni vse odlično. Tu in tam so se kakšne napake pokazale na instrumentih, tako da moram reči, da vsi instrumenti, tistih 9 instrumentov, gor na konzoli in tako naprej, ne delajo vsi perfektno. Tu in tam se je kaj pokvarilo in se je med teh 36 let še danes dol v nasi študirajo, kako bi še kakšen algoritem zboljšali, da bi čim več izluščili informacij iz Voyagerja. Sploh pa, kar je znanstvenih, se tisto potovanje, recimo, kje je in tako naprej, to je že vse ok. To je Grand Tour, to sem že omenil, planetarne, tako, recimo tukaj so podatki, kdaj je Voyager bil pri tem in tem planetu in tako naprej. To se lahko sami ogledate. Ti detalji so pa originalni iz kamer od profesora Sagana in torej vidite, da so detalji precej dobri in človeštvo se je veliko naučilo o sestavi teh planetov, pa kaj še najbolj važno, bi rekel, da smo zmerili precej točno magnetno polje planetov. Zakaj je magnetno polje važno? Recimo to morda že veste iz fizike, da Zemlja ima tudi magnetno polje in hvala Bogu, da ga ima, ker ti delčki, ki bruha Sonce energetski, bi bili, če ne bilo magnetnega polja, bi bilo tako, kot rentgenske žarke, bi mi konstantno bili pod pritiskom radiacije. Zdaj pa, če pa en delček, ki je ali proton ali elektron, ki si prileti iz Sonca točno pravokotno na magnetno silnico, se zavrti okrog nje in tam obstane. In to je bistvo. Če pa prileti pod kotom recimo 7 stopinj, če je to silnica, če prileti pod kotom 7 stopinj, se pa zavrti po konusu dol in se ustavi ali na južnem, na zgornjem polu Zemlje in to je sončni sij. Torej, to so te, vidite žarčenje na severnem polu ali pa na južnem. Če bi šel recimo na Finsko, boste videli Aurora Borealis. To so vse tisti elektroni, ki so se zadeli pod enim manjšim kotom ob silnico in so se ustavili in uničili gor na severnem polu in tako je Aurora Borealis nastala. Torej, zdaj pa še to. Če mi poznamo torej drugih planet, te magnetna polja, mi lahko potem ugotovimo, a je gor kakšna atmosfera in ker mi moramo kot človeštvo vedeti kar več o planetih, pa zaprav in v našem okolju, kjer živimo. Morda se bo rekel, pa zakaj toliko enega denarja gre v te eksperimente. Gre za to, da nič ni večnega, vsaka reč ima alfa in omega. Se pravi, da mi, človeštvo je že na taki stopnji, da moramo pogledati, moramo ven stopiti, pa pogledati, kje smo in zakaj smo tu in koliko časa bomo še tu ostali. To so važne stvari, na katerih delajo velike države in so veliki stroški. Ne rečem, recimo naš instrument, ki je eden od 9, je leta 1977 koštal $10 milijonov, en instrument, je bil 10 kilogramov težak in je porabil samo 10 vatov. Se pravi, da že takrat, to morate videti, kako je, torej, moramo reči, da je to en najdaljših, torej, zemeljski satelit, ki je do zdaj najdalj, no, in tukaj imamo podatke, da je Voyager 2 je zdaj v distanci približno 15,3 bilijonov kilometrov. To ni tako daleč, če pa mi mislimo astronomske
daljave je to ni tako daleč, ker mi bi morali tudi pogledati, kako daleč je kakšna zvezda, da bi do nje prišli, ampak to se ne bo zgodilo, kot sem že prej rekel, 38 000 let, to ni nič v astronomskih meritvah. Torej, tukaj so ta glavni instrumenti, ki so še danes delujejo, to je magnetno polje, študija, so pa low energy charge particles, cosmic ray, pa naš instrument MIT-ju in plasma wave in tako. Teh 5 še vedno deluje in daje podatke, vendar ni kaj dosti zdaj več meriti, ker je toliko daleč od Sonca, da je kaj. Kaj pa je važno pravzaprav pri tem, zdaj, če že merimo tiste šibke energetske delčke, ki hodijo od Sonca, važno je zdaj, ali oni prihajajo pod kakšnim kotom grejo. Naš instrument je edini, ko bom detalje vam pokazal, da lahko izmeri, pod kakšnim kotom te delčke pridejo, ali so pod kotom, recimo, pridejo pravokotno na to, ali pa iz enega drugega. In kaj se je zgodilo, kolegi so mi rekli na MIT-ju, da ta plazma iz Sonca se tam nekako čudno obnaša. To se pravi, da ta prostor med zvezdami ni tako uniformiran, kot se nam zdi. Tam je nekaj, ampak to še ni čisto razčiščeno, vendar pa bo naš instrument pri tem igral zelo veliko vlogo. Torej, Voyager 1 je zdaj 125 astronomskih enot, stran Voyager 2 pa 102. Pa še to, informacije hodijo od satelita pa do Zemlje, pač toliko in toliko. Tukaj recimo povem, da so recimo komunikacije z njimi navezane iz več koncev sveta. Recimo ene antene so v Jodrell Bank, to so v Angliji, ene so na Španiji, ene so dol na južnem delu oble, v Avstraliji, v Ameriki in tako. In ko se to pogleda, podatke iz Voyagerja, ki je tako daleč, moramo vključiti naenkrat vse te antene na Zemlji in se potem pogleda, kjer so močnejše, in včasih je treba to izluščiti informacijo iz šuma s posebnimi algoritmi. In moram reči, da je ta postopek, če se pogovarja z 1 uro z Voyagerjem, je strašansko drag, ker se vse tele velike antene na svetu morajo naenkrat sinhronizirati in poiskati, kje je Voyager. Podatki prihajajo zelo počasi, nekaj bitov na sekundo, ni to, kot zdaj tele vaše aparaturice, ki v roke nosite, so v gigahercih, tukaj pa lahko šteješ impulze, 1, 2, 3, tako počasi, nekaj tako daleč. In še poln šuma. Torej, koliko je še energije gor, to je zanimiv podatek, da recimo konsumacija prvega spacecrafta je približno 5 gramov, ampak je še propellant, torej propellanti gor so ene take, bi rekel, bottles, flaške gor, in noter je plin. In če ta plin malo spustiš, pa porine naprej raketo. Torej, to so ti propellanti, ki jih je še precej gor. 20 kilogramov je na Voyager 1 in 26 kilogramov, to je še kar precej. Recimo, energije ima pa še 260 vatov en in pa 261, to je še kar precej. Če pa naš instrument vključijo, bi porabil recimo 10 vatov, kot sem rekel, bi precej energije porabil pri 260. To se pravi, ne moreš naenkrat zdaj več vseh naenkrat vključiti, ampak vključiš en instrument, pa se pogleda recimo naša plazma, pa drugi, pa tretji in tako naprej.
Meritve to niso strašno točne, ne. Meritve so v približno plus in minus 26 vatov, to se pravi, da ti podatki so približni, ne, ker to je res težko. To so zopet distance, kje je naš Voyager in tako naprej. Potem imam nekaj te planetov, to si se lahko sami pogledate. Bodočnost, ne. Tukaj je dovolj energije do leta 2020, menda. Oba Voyagera bosta že na poti v Milky Way, torej mlečna pot. In Voyager 1 je približno 1,6 svetlobnih let od zvezde AC79 ali pa 40.000 let, 38 do 40.000 let. No. To se pravi, da bo verjetno v tej bližini čez toliko let. Zdaj si pa pomislite, ne, da je bilo leta 3000 pred Kristusom Mezopotamija, velika reč, tam so Hamurabijevi zakoni, tam so napisali, so naredili sliko kamenito, pa so si pisali sklinopisov. To se pravi, to je komaj 5000 let nazaj, ko smo znali pisati na tej zemlji, ne. In zdaj 38 ali pa 40.000 let, ne. To so razdalje časovne zelo velike in upam, da se bomo še kaj več naučili in da bo še svet obstajal čez 38 let. Ampak jaz dvomim, ker delamo zemljo zelo slabo. Dobro, bom malo pohitel, da mi pa to naprej ne gre. Zdaj gre, ok. To je naš instrument, ki ste ga videli bolj na konzuli in vidite, da so ti trije senzorji, 1, 2, 3, vzate še eden, so pod različnimi koti. To je bilo nalašč narejeno, že takrat smo mi, naši fiziki so bili zelo pametni, so rekli, ko bomo mi ven iz sončnega sistema, moramo pogledati, kako se obnaša tole plazma streaming iz Zemlje in je res to rabilo, ko smo šli ob Jupitru, ki je zelo radioaktiven in se ta četrti je okrogli ta senzor, tudi gleda proti planetom, ki je šlo mimo planetov. In zanimivo je to, da vsi ti instrumenti zaznamujejo še vedno podatke, čeprav smo že izven sončnega sistema. In to je treba preštudirati. No, elektronika je vsa tole, kar je zlatega spode, to je elektronika noter skrita, to je približno pri 16 stopinj Celzija, ogrodje je aluminijasto, ampak pobarvano s specialnimi barvami, ki so polne tega svinca, zato ker je radiacija pri Jupitru bila tako velika, da smo se bali, da nam ne bo pokvarilo radiacija, da nam lahko uniči materijale, ne. Tukaj ni nobenih mas plastičnih, kot so na primer kakšne lepila ali kaj takega, ni gor, ker bi taka huda radiacija pri Jupitru bi ta lepila spravila v prah v bistvu. Ker to so eksperimente, smo pa naredili ne mi, ampak to so delale druge firme, ki so delale naši podprodukte. Spodaj je to podnožje iz Satovja, tole je Satovje, je pa srednji vse plastika. Sem rekel, ta je zelo velika aparatura, ampak ima samo 10 kilogramov. In mi nismo tudi 1 grama smeli več, ker bi drugače bilo hude. To, kar drži, to so plastični, to je iz plastike narejeno, vendar je zatrjeno z enimi aluminijastim prahom. Izgleda, kot da je tam ena vrsta lepila, pa ni. To je na MIT-ju slika z mano. Ravno ta instrument, ki je te slikan, je NASA dovolila, da bo v Vitanju
v petek. To je že prej omenil, to je tretji instrument. Ne. To je še en kolega Sullivan, to se ga morda še spomnite od prej. To tako izgleda, naprimer, notranjost laboratorija, kjer je vse tako čisto in brez, bi rekel, brez prahu. To je še ena slika. To je pa slika spacecrafta Interplanetary Measuring Platform, ko sem rekel, mi smo najprej eno poskušnjo naredili, predno smo delali na Voyager, to je isti tim. In to je naš instrument v telem, ko sem se prej, ko ta še zdaj dela, od leta 1972 je bil streljen gor v Samirje in na pol poti med Zemljo in Luno. In ogrodje je vse iz sončnih celic. Tako. To je pa instrument leta 1994, je pa samo en delček, vidite, tole je ta približno kot ta DCAP, je bil pa v MINT eksperiment. To je bilo pa že pozneje, ko sem bil na Bostonski univerzi in sem ta instrument naredil s študenti. Torej, naši študenti, od teh je bilo okrog 12, in vsak je imel svojo nalogo in tako naprej. Ampak zdaj pa vidite, je to veliko manjše ogrodje, ampak je noter veliko več informacij, ki je bilo, veliko 20 let pozneje se je elektronska tehnologija tako izboljšala, da smo lahko veliko stvari zmanjšali in zaradi tega tudi več lahko dela instrument. To je tipično, če ti kaj zmanjšaš. Ampak ne moreš pa v teh vesoljskih instrumentih delati vse, kar hočeš, zato ker tole mora biti pa reliabilnost teh delčev mora biti tako dobra, da ti to zdrži tolika leta. To se pravi, vsak delček v teh instrumentih ima svoje poreklo, od začetka do konca in to se mora vse zapisati. To so pa potem noter razna eksperimentiranja v vakuumu, vakuumski komore, v katerih moraš instrument segreješ, ohladiš, in greš skozi tak ciklus ohlajanja in gretja, da se izpravijo ven vse napake, ki bi se morda pojavile pri teh pozneje, ko se vse merijo. To je vse. Hvala.